pozdravljeni na Slovenski matici, lahko se tudi kar pridružite sem, kjer vam bolj ustreza, tako da zelo dobrodošli danes tukaj pri nas. Slovenska matica, pogosto ste najbrž hodili tukaj mimo nje, pa se niste ozrli na njeno fasado, na njeno ime, ki je z velikimi črkami napisano na njej. In ali ste se že kdaj vprašali, kaj pravzaprav se tukaj notri skriva, me zanima? Koliko vas je že slišalo za Slovensko matico? Ja, to smo vsi. Ste vsi? No, odlično. To sem zelo vesela, ker moram priznati, da mlade generacije, kadarkoli pridejo dijaki in študenti, 1, 2 roki, da se dvigneta, da o Slovenski matici že kaj vedo, oziroma da so za njo slišali. Tako da sem zelo vesela, da je med vami torej večina takih, ki ste o matici že slišali. In kaj pravzaprav ta Slovenska matica je, nas vse skupaj danes zanima, ne? Slovenska matica je, tako kot govori njeno ime, kaj vam beseda matica pove? Kaj najprej pomislite, ko rečemo matica? Absolutno, na mamo čebel, a je tako. In dejansko vsak reče, ja, to je slovenska beseda, to je mati čebel, a ne? Pa se morda nekateri med vami še spomnite, da je predtem obstajala Akademija Operosorum, kjer so se tudi tako zelo radi s čebelami poosebljali in imeli v svojih znakih takratni člani tudi čebelice, a ne? Češ, da so tako zelo pridni in delovni. Ampak beseda matica je češkega izvora tudi in pomeni fond, denar ali nabirko denarja. In zato beseda matica ni uporabljena samo za našo ustanovo, ampak za vse ustanove, ki so se začele ustanavljati v 19. stoletju pri tistih slovanskih narodih, ki so takrat spadali pod Avstrijsko cesarstvo. Vemo, da je 19. stoletje čas prebujanja, a ne, narodne zavesti, poudarjanja lastnega jezika, izdajanja knjig v lastnem jeziku. In tako so prvi svojo matico ustanovili Srbi. Že leta 1826 v Novem Sadu. Zakaj v Novem Sadu? Zakaj ni v Beogradu? Kaj mislite, kaj je bil ta severni del Srbije, torej Vojvodina današnja, ne, mislim, je pripadala Avstrijskemu cesarstvu. Ta južni del cel Srbije so pa takrat zavzemali kdo? Tako je. So pa zavzemali Turki in seveda zato so v Novem Sadu ustanovili svojo matico torej, če je bilo 1826, letos praznujejo 200-letnico svojega rojstva. In tako so ustanovili, tako da bo to tudi veliko slavje in seveda se matice dobivamo in bomo tudi mi povabljeni tja. No, in tako so Srbi dobili svojo matico, prvo srbska matica, ki obstaja še danes, to je izjemna ustanova, obsega 4 ulice v Novem Sadu, 4, taka stavba s 4 umetnostna zgodovinarka bo bolje vedela, kako se temu reče, 4 trakti, a ne? 4 deli, ima svojo knjižnico, ki ima preko milijone not, ima svojo galerijo. Skratka, to je ena izjemna velika ustanova, ki jo tudi država zelo temeljito podpira in vidimo, da je pa pri Slovenski matici, ki imamo samo tole stavbo in stavbo čez dvorišče, nekoliko drugače, kaj ne? No, potem so se ustanavljale še druge matice. Na Hrvaškem, tako imenovana, najprej jugoslovanska, potem je bila to ilirska matica in nazadnje hrvaška matica. Posebej so Hrvati imeli še dalmatinsko matico, ne vemo, kako močan je bil Dubrovnik tudi še v tem obdobju. Ustanovili so Poljaki tako imenovano mačer Poljsko, torej mati Poljske. Oni pa so to besedo mati svojo uporabili, a ne? In
Ustanovljena je bila Šlezijska matica, Češka matica, obstajala je tudi Ukrajinska matica v Lvivu, ki pa danes ne obstaja več. Recimo od teh slovanskih narodov vidimo, da Rusi niso imeli svoje matice, seveda zakaj? Ker so imeli svojo državo. In iz tega točno vidimo, kdo je ustanavljal matice. Tisti narodi, ki so spadali pod neko tujo oblast in so se zato začeli prebujati, da bodo izdajali knjige v svojem jeziku. In zelo pomembno vlogo, seveda nasploh za razvoj založništva, profesionalnega izdajanja knjig na Slovenskem, najpomembnejšo je imel škof Anton Martin Slomšek. On je bil tisti, ki je leta 1851 spodbudil, da je v Celovcu nastala prva slovenska založba. To je bila družba svetega Mohorja. Danes je to Mohorjeva družba, ki je v Celju, ki je razdeljena na več enot, v Celovcu, Celju in na Goriškem. No, in ta je zdaj stara torej že več kot 170 let, 175-letnico bo letos praznovala. Ampak ta založba je izdajala samo bolj ali manj tako imenovane preprosta leposlovna dela. Tako imenovane mohorjanke, če ste kdaj slišali, ali večernice. Zakaj večernice? Mohorjanke zato, ker je Mohorjeva družba to izdajala, večernice pa zato, ker so jih brali ljudje ob večerih, doma, na zapečku, cela družina. Skratka, te preproste leposlovne knjige v slovenskem jeziku so bile pomembne zato, da so se ljudje sploh učili brati in pisati. Vemo, da je v tem obdobju bila še zelo velika stopnja nepismenosti, na Slovenskem. Eden od zelo pomembnih mož, ki je pomagal spodbujati tudi to bralno kulturo, pismenost na Slovenskem, je bil tale gospod, ki ga vidite tukaj, na temle portretu, na moji levi strani. A ga kdo prepozna? Janez? Blajvajs. On je pa izdajal tako imenovane kmetijske in rokodelske novice, časopis, ki je bil prav tako razširjen po celotnem ozemlju in to med podeželskim prebivalstvom, kmeti in tako dalje, ki pa seveda ni imel teleposlovnega značaja. Kaj je bil po poklicu? Izmed vseh, ki jih vidite v tej dvorani, je bil edini naravoslovec. On je bil veterinar. Po poklicu je bil veterinar. In zato je seveda dajal predvsem v teh svojih novicah nasvete, kako pridelovati, kako skrbeti za živino in podobno. Ampak tudi te novice so bile zelo pomembne za širjenje bralne kulture na Slovenskem. No, ampak še vedno pa Slovenci nismo imeli bolj zahtevnih knjig v slovenščini, In ko je ta znameniti mož, ki ga pa vidite tukaj v sredini, ali kdo tega prepozna? Lovro Toman, doktor Lovro Toman, je bil tudi poslanec na Dunaju, takratni kranjski odposlanec. In je on rekel seveda takratnemu šolskemu ministru, Šmerling se je pisal, je rekel, zakaj še vedno ni pouka v gimnazijah, torej še pred nekaj več kot 160-170 leti, v slovenskem jeziku. Si predstavljate, še takrat, kljub tej že reformi, ki jo je Marija Terezija izvedla, da lahko pouk osnovne šole, oziroma takrat ne seveda te šole ljudske, izvajajo pouk v slovenščini, v gimnazijah pouk še vedno ni potekal v slovenščini. In ta minister Šmerling mu lepo odgovori, saj slovenščina ni primerna za kaj drugega kot za krščanski nauk. Kaj je hotel s tem povedati? Hotel je povedati, da je nek narod suveren šele takrat, ko ima razvite vse plasti svojega jezika.
torej pogovorni, tako kot se mi pogovarjamo med seboj, potem ta literarni jezik, ki so ga Mohorjanke razvijale, a ne? In seveda tudi znanstveni in strokovni jezik. Torej za učbenik moraš imeti izrazoslovje za fiziko, kemijo, biologijo, botaniko in tako dalje. In tega seveda Slovenci nismo imeli. No, in tako je seveda se rodila zamisel, da tudi Slovenci potrebujemo svojo matico, torej založbo za izdajanje zahtevnejših knjig in besedil. In ta isti Anton Martin Slomšek je že okrog leta 50 na tako imenovani Ilirski guberni, ki je bil takrat tu, naslovil prošnjo za ustanovitev matice, ki pa je bila zavrnjena. In ta pot je trajala še kar nekaj časa, ta borba za ustanovitev matice slovenske takrat, oziroma danes slovenske matice, je trajala kar dolgo obdobje. 10 let. Namreč, tako da je Anton Martin Slomšek medtem že umrl leta 1862, ampak njegova želja in njegove ideje so rodoljubni Mariborčani širili naprej. In ko smo leta 1863 praznovali 1000-letnico česa? Prihoda svetih Cirila in Metoda v naše kraje, ona dva sta prišla 863, torej 1863 1000-letnica prihoda, so v Mariboru naredili poseben literarni večer, slavje, takrat so se to imenovale besede, a ne? In so naredili tak večer, povabili tudi doktorja Blajvajsa in rekli, dovolj vas imamo v Ljubljani, tako zamujate, ves čas vas pozivamo, da ustanovite to že matico slovensko oziroma slovensko matico, in so lepo mu dali zbran denar, ki so ga zbrali, torej prvi ustanovni fond, in potem tudi svoja pravila so že takrat napisali. No, vidite, tako so bila potem pozneje ta pravila objavljena. In eno od pravil seveda je namen tega društva in piše: slovenskemu narodu pri pomoči do omike. Omika je taka lepa beseda, ki izvira še iz mikanja volne, a ne? Volno moraš zmikati, da bo voljna za tkanje. In tako so z besedo umika takrat kulturo označevali. Torej pri pomoči do umike na vse strani znanstveno izobraževaje slovenski jezik in slovensko slovstvo, toda brez vse politične delavnosti. Skratka, ampak tudi če so oni zbrali denar, pa tudi če so oni napisali ta pravila, matica še ni bila ustanovljena. Zakaj? Ker je moral dati dovoljenje sam presvetli cesar z Dunaja, in to dovoljenje je prišlo 4. februarja leta 1864 in to je rojstni dan slovenske matice. Zraven je pritaknil še 500 goldinarjev za začetek slovenske matice, tako da je to bil ta prvi finančni fond, iz katerega so začeli izdajati knjige. In vidite, se tudi piše, a ne, ta pravila so potrjena vsled najvišjega sklepa in je ta isti Šmerling, minister, ki prej ni hotel slovenščine v učbenikih, a ne, je moral podpisati cesarjevo navodilo, da se matica ustanovi. In vidite, kdo pa jo je sestavljal. To so jo sestavljali tako imenovani ustanovni člani, ki so dobili, poglejte, kako čudovito, lepo potrdilo. To je potrdilo, da je s tem pismom gospod njen ud, torej njen član. Kaj nam bode tukaj v oči? Gospod, a ne?
Torej, najprej so bili ustanovni člani samo gospodje, ampak to se je že kmalu spremenilo na srečo in so tudi ženske začele pisati in bile članice. Res pa je nekaj, da v tej naši čudoviti galeriji, ki jih bomo spoznali enkrat na prihodnjem srečanju, ne vidite nobene ženske, ne? To je galerija naših predsednikov in do zdaj še ni bilo nobene ženske predsednice Slovenske matice. In matica je organizirana tako, da je predsednik nekako častna funkcija, ni zaposlen, je to kak ugledni slovenski, kot vidite, osebnost. Z matico pa vodi njeno delo, pa vodi tajnik, urednik. Tajnik, to je bila tak star izraz, ne za tistega, ki administrativne posle dela, ampak ki vse organizira, ne. Danes so to sekretarji in podobno, ne. In tajnik, urednik pa skrbi za delo na Slovenski matici. In prvi je bil Fran Levstik, pisatelj, ki je tudi izdal to prvo knjigo, ki jo je Slovenska matica založila. To je koledar slovenski za leto 1865, v kateri so potem pravila Slovenske matice, taki ste jih videli povečani, pa cel koledar letni, pa potem seveda tudi ustanovni člani, pa vsi zapiski o matici in njeni ustanovitvi. Skratka, že naslednja leta je pa potem začela takoj izdajati učbenike, fiziko, botaniko, mineralogijo in podobno. Najprej so te učbenike prevajali, potem so pa začeli slovenski strokovnjaki počasi pisati tudi izvirna slovenska znanstvena dela. In tako je matica dejansko mati slovenske znanstvene in strokovne terminologije in knjig. Ni pa samo mati slovenske znanstvene in strokovne terminologije, ampak je mati tako rekoč vseh slovenskih kulturnih in drugih ustanov. Ampak morda se to dotaknemo nekoliko kasneje, ker sem že predstavljala tajnike. Naj povem, da so se potem zvrstile kot tajniki zelo znamenite osebnosti, recimo Josip Vidmar pa France Bernik, pozneje predsednik SAZU. Najdlje pa je bil tajnik in urednik na Slovenski matici, najbolj znan sodobni slovenski pisatelj Drago Jančar. On je bil tajnik in urednik Slovenske matice kar 35 let, od leta 1981 do 2016, ko se je upokojil. In to obdobje je bilo za Slovensko matico eno najbolj pomembnih, se je pomembno sodelovala pri osamosvajanju Slovenije, pri vseh izjavah, ki so takrat nastajale. Potem je tukaj deloval odbor tistih staršev, sedež odbora staršev, ki so se borili za vrnitev svojih sinov iz takratne JLA. Tukaj je bila ustanovljena prva Slovenska demokratična stranka. Skratka, takrat je Slovenska matica odigrala to zelo pomembno vlogo za podporo slovenski samostojnosti pod tajnikom in urednikom Dragom Jančarjem. Prav tako pa je seveda on takrat začel izdajati knjige, ki so bile predtem prepovedane. Recimo Borisu Pahorju je bilo prepovedano izdajati knjige zaradi objave intervjuja z Edvardom Kocbekom v Trstu, pa je Drago Jančar potem začel izdajati tukaj in je Boris Pahor, ta stoletni znameniti pisatelj, postal hišni avtor Slovenske matice. Skratka, takrat je res pod Dragom Jančarjem doživela en velik razcvet. No, ampak zakaj sem začela v teh tajnikih, urednikih? Kot sem rekla, nobenega predsednika ženske in tudi jaz sem prva tajnica, urednica, ki sem ženska na Slovenski matici. Tako da upamo, da bo v prihodnje tudi še kakšna predsednica, kaj ne. No, govorili smo o tej zgodovini Slovenske matice. Tole
tale ustanovni člani, gospodje, so dobili tako plaketo. Tu je zelo zanimivo, seveda, da imate na vsaki strani oba svetnika, Cirila in Metoda, to se vidi, kako pomembna sta bila, kako so jo razumeli kot tista, ki sta začetnika slovenskega jezika, in kako pomembna sta bila za ustanovitev Slovenske matice, potem pa seveda še ti grbi, različnih slovenskih dežel in avstrijskega cesarstva. No, in tako je potem tekla zgodovina Slovenske matice. Tajnike, urednike sem vam predstavila, seveda še bolj pomembni pa so predsedniki Slovenske matice. Slovenska matica je torej od samega začetka sklenila, da bo vedno naredila portret svojih predsednikov, zato imamo danes to čudovito zbirko, ki jo lahko gledate tukaj, v naši dvorani. Ni čuda, da je v sredini, kdo je bil prvi predsednik. Prvi predsednik je bil že omenjeni dr. Lovro Toman, ki je bil pomemben, torej deželni odposlanec na Dunaju, hkrati pa je znan tudi po tem, da je 7. aprila tukaj v Wolfovi ulici tako odlično prvi obesil slovensko zastavo. In še po nečem je znan, bil je poročen s prvo slovensko pesnico, Josipino Turnograjsko. Žal je ona zelo mlada umrla, ohranjena so čudovita pisma med njima, tako da preberite kdaj ta pisma, tudi njeno poezijo. In ta zagrenjenost se je potem v njem vedno na nek način čutila. Tu na drugi strani vidite drugega predsednika Slovenske matice. Ta je manj znan, smo pa lani se spominjali 150-letnice njegove smrti. To je Henrik Edvin Kosta. Smo zato tudi obnovili ta portret. Ta portret gre pa v obnovo, ker vidite, kako je temni in vse. Predvidoma še to leto, ker bo drugo leto 200-letnica pa dr. Lovra Tomana. Tako da se veselimo njegovega rojstva, 200-letnica, in upajmo, da bodo pomembni dogodki, tudi simpozij bomo imeli o njem na matici. Edvin Henrik Kosta je bil tudi ljubljanski župan in je znan predvsem po tem, da je napisal prvo slovensko bibliografijo. To pomeni, da je zbral vse knjige, ki so v slovenskem jeziku seznam naredil dotlej izšle. Žal je potem zelo mlad, sorazmerno mlad umrl. O njegovi smrti piše tudi Slovenski narod, še več, urejal ga je pisatelj Josip Jurčič. Tam je objavljeno kar celo zdravnikovo poročilo, kateri organi so bili v redu, kateri ne. Tako da to je zanimivo branje, če na Dlibu, torej na spletu, najdete ta zapis. Že omenjeno tretji predsednik, Janez Blajvajs, dr. Janez Blajvajs, znameniti slovenski mož, tako da o njem smo že kar nekaj povedali. Hkrati pa potem sledijo vam morda manj znani predsedniki. Naj omenim tegale tukaj na levi strani, to je Josip Marn. To je edini duhovnik, ki je bil predsednik Slovenske matice. Bil je zelo dragocen za krepitev slovenskega jezika, 30 let je izdajal revijo Jezičnik, vendarle pa je na njegovem predsednikovanju ena taka majhna črna pika. Namreč zakaj? Slovenska matica ni izdajala samo znanstvenih knjig, zdaleč ne. Slovenska matica je morala poskrbeti za čisto vse, kar zadeva slovensko kulturo. Torej je skrbela za odkupovanje vseh rokopisov. In tukaj je bila najdragocenejša zbirka rokopisov slovenskih pisateljev. Pri nas, v tej hiši, se je hranila in tudi zbirala in kupovala. Slovenska matica je tako imela tudi natisnjeno najstarejše slovensko besedilo.
letak je dobila od plemenitega Radiča, na Dunaju ga je kupil. Katero pa je najstarejše slovensko tiskano besedilo? Vsi mislimo, da Trubara, ne? Ampak še prej je bilo natisnenih nekaj besed v slovenščini. Levkup, Boga Gmajna. To je bilo natisnjeno na letaku iz 16. stoletja, kjer vemo, da so se celjski kmetje uprli in da je bil velik kmečki upor in seveda takratne oblasti so v nemščini trosili letak, kaj pojejo ti uporni kmetje in navedli prve verze te njihove pesmi, ki pa so bili v slovenščini. In to je najstarejše tiskano slovensko besedilo. Skratka, vse to se je hranilo tukaj na Slovenski matici. Imela je vodnikove rokopise in tako dalje, vse. Ampak, ko je prišlo na vrsto, da bi bilo treba odkupiti tudi Jenkove rokopise, je Josip Mann rekel, takšne erotične poezije pa ne bomo odkupovali. In kaj se je zgodilo? Rokopisi se niso takrat odkupili in danes jih ni. Rokopisi so izginili. Tako da to je ena taka, usoda seveda Jenkovih rokopisov. Nadalje je Slovenska matica seveda skrbela tudi za postavljanje spomenikov. In ker je skrbela za postavljanje spomenikov, recimo Vodniku spomenik je postavljen na pobudo Slovenske matice, potem Tavčarjev spomenik na Visokem je postavljen na pobudo Slovenske matice, ona je organizirala, hranimo vse te dokumente, vse organizacije okrog spomenika in vse. Ampak zato si moral takrat naročiti kaj, če si hotel po smrti narediti spomenik pisatelju. Je bilo treba vedeti, kako ta pisatelj izgleda, ne? In je bilo treba naročiti posmrtno masko. Skratka, vsaki par je moral znati, takrat še, ko je nekdo umrl, ena znamenita osebnost, narediti mavčni odtis njegovega obraza. In Slovenska matica še vedno hrani 3 posmrtne maske, Gregorčičevo, Cankarjevo in Prijateljevo. Tako da to je še dragocenost, ki jo na srečo še imamo. Nimamo pa rokopisov, zakaj ne? Zaradi tega, ker nismo bili tako pametni kot Srbska matica, da bi ustanovili veliko knjižnico in da bi bila ta knjižnica v lasti Slovenske matice, ampak smo lepo dali vse rokopise Narodni in univerzitetni knjižnici, ki danes to hrani, kot da so njeni, vsega tega ne bi bilo, če ne bi mati, Slovenska matica, to darovala. In na nekaterih stvarih se še vidi žig, tudi na tem letaku Levkup, Boga Gmajna, da je bil v naši lasti. No, in zakaj je Slovenska matica vse to darovala? Matica je resnično upravljala vso to svojo vlogo biti mati slovenskih kulturnih ustanov. Leta 1918, torej ob koncu Prve svetovne vojne, je Slovenska matica dala pobudo, da je treba ustanoviti Slovensko univerzo. In vemo, da je bila ustanovljena leta 1919 v Ljubljani in tako je takrat rekla, da moramo imeti tudi študijsko in narodno knjižnico, ki naj vse to hrani. Prav tako je bila Slovenska matica tudi pobudnica pozneje ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti in je tudi mati Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ampak tako je vedno, da otroci prerastejo običajno starše, in o matici danes ne vemo skoraj da ničesar, v vseh teh ustanovah pa veliko več in tudi država za njih veliko bolj in lepo skrbi.
Ampak ponosni smo na to zgodovino, ponosni smo tudi na vse to svoje darovanje in to nekako poskušamo čuvati in ohranjati. Tako da bom vam nekaj detajlčkov še predstavila. In sicer, Slovenska matica je dobila najprej ime Matica Slovenska, potem se je preimenovala v Slovensko matico. Naredil pa je ta znameniti njen logotip, ki ga vidite tudi tukaj na našem govorniškem pultu. A vidite, kaj ta logotip predstavlja? Ja, ampak kaj je to? Bravo, to je Triglav. To je moral narediti nekdo zelo moder mož, da je tako čudovito oblikoval ta logotip in ta mož je bil res moder. Boste v nadaljevanju izvedeli, kateri velik slovenski arhitekt je oblikoval ta naš logotip. In tudi sami se boste, glede na to, kaj vam bom povedala, kakšno je bilo potem naše poslanstvo in delo, lotili vaših predlogov, kakšen bi pa lahko logotip Slovenske matice še bil. Tako da tudi vas bo čakala naloga v nadaljevanju, zato zdaj zelo temeljito poslušajte. Kot smo rekli, Slovenska matica, njena pravila so bila izdajati knjige v slovenskem jeziku, skrbeti za omiko, torej kulturo in tudi slovensko znanost. In vsi ti znameniti možje, ki so bili tudi predsedniki in tajniki uredniki, so to nalogo bolj ali manj pridno izpolnjevali. Gotovo je eden najbolj prelomnih ali pa zlatih dob Slovenske matice se zgodil, ko je Slovenski matici predsedoval tisti znameniti mož, ki ga noben ne bo prepoznal, pa je vendarle zelo dragocen, ki je predsedoval med letoma 1893 in 1907. Pa bom gospod prosila, naj kar prebere, kaj piše, kdo je to. Ne? Fran Levec, tako. To je Fran Levec. Koliko vas je slišalo za Frana Levca? Vedno rečem, ja, vidite, kako tudi učenci prerastejo svoje učitelje. Bil je namreč profesor Ivana Cankarja na Realki, Realka je bila tukaj, ker je danes na Vegovi, ker je danes elektrošola, in ga je učil slovenščino v zadnjem letu, v 7. razredu je bil tudi njegov razrednik. In Fran Levec je zelo zgodaj odkril njegov izjemni talent. In tako je vzpodbujal Ivana Cankarja, da piše, piše, piše in piše. Kako pa je to počel, a kdo ve? Dajal mu je vnaprej honorarje. In potem je seveda terjal od njega, da mora kakšen rokopis oddati. In tako je dejansko Ivan Cankar v samo 8 letih, med letoma 1900 in 1908, pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih knjig. 10 proznih del, ne dram, proznih del. Med njimi pri samo 26 letih je napisal roman Na klancu, leta 1902, in pri svojih 30 letih starosti roman Martin Kačur, torej leta 1906. Fran Levec je bil izjemen predsednik tudi, pod njim je vodil založniški takratni knjižni odsek, pod njim ustanovil je vrsto novih leposlovnih zbirk, tudi Knezovo knjižnico. Knezova knjižnica, se boste vprašali zakaj, ime je dobila po Antonu Knezu. Bil je znamenit ljubljanski podjetnik in imel precejšnje premoženje, vendar je bil nesrečno zaljubljen in je skočil nekaj noči. Mislim, da pod vlak naredil je samomor. In ko so odpirali njegovo oporoko, je v njej pisalo,
da skoraj vse premoženje zapušča Slovenski matici. Podaril je skoraj 30.000 goldinarjev. A si predstavljate, kakšen denar je bil, če je cesar dal sicer 50 let prej 500 goldinarjev za ustanovitev. Skratka, takoj so ustanovili knezovo fundacijo, knezovo knjižnico, v kateri so potem izdajali enako kot Mohorjeva družba, tudi leposlovna dela, ne več samo učbenike, in znanstvene knjige in tako dalje, ampak ta dela so bila že zahtevnejša kot te Mohorjanke ali večernice. In prav v tej knezovi knjižnici je išla tudi večina Cankarjevih knjig. Vidite, tako, to jih še hranimo, kako so morali narisati posamezno naslovnico knjige, da so jo potem lahko odtisnili da so jo potem lahko odtisnili na tole podlago in odtiskali v tiskarni. To je ena izmed naslovnic knezove knjižnice. Vidite, matica pa je izdajala še veliko več drugih leposlovnih zbirk v času Levca. Prevodi iz svetovne književnosti, torej knezovo knjižnico, kjer so izvirna slovenska besedila izhajala leposlovna, zabavno knjižnico, kjer so izhajale torej bolj zabavne knjige, in potem pozneje, to bomo prišli še do tega, tudi hrvatsko knjižnico. To je torej iz obdobja, ko je bil predsednik že Ilešič. In tako je, vidite, Ivan Cankar pri Slovenski matici izdal vse te svoje dela, teh 10 del, v tako imenovani knezovi knjižnici. Meni je žal, ker nimam tega ovitka. Ovitki so bili takrat iz navadnega papirja in so bili vsi potrgani. Naši predniki so za arhiv dali lepo knjige trdo vezati, vendar smo s tem izgubili, naslovnice. Vidite, tako pa je izgledala notranjost Anton Knezove knjižnice, 9. zvezek, tako je izšel roman. Recimo, ko je izšel roman Na klancu, Cankarjev roman. In to so te njegove knjige, ko so išle. Ena je recimo še ohranjena, vidite, tako je potem izgledala ta naslovnica, ki ste jo videli, odtisnjena na knjigi. Ni pa bil zaslužen torej samo za leposlovje, za odlično sodelovanje z Ivanom Cankarjem, njegov profesor Fran Levec, ampak tudi za znanstveno delo na Slovenski matici in izdajanje znanstvenih knjig. On je bil tisti, ki je vzpodbudil, da ne bomo samo prevajali znanstvene knjige, ampak tudi svoje avtorje objavljali. Tako je recimo Ivan Šubic izdal znamenito delo o elektriki in to je bilo eno prvih del ob koncu stoletja, samostojno o elektriki na Slovenskem. Potem predvsem pa je bil zaslužen, da je začela izhajati, tudi tu nimam osnovne naslovnice, vidite tale zbornik. To je prva slovenska znanstvena revija. Leta 1899 je išla prva številka zbornika in v njej so potem začeli izhajati znanstveni članki, zelo različni, in ta zbornik je potem kot večina vseh teh zbirk zamrl, enako tudi te zbirke Knezova knjižnica, Zabavna knjižnica in tako dalje, je matica na njih pozabila, izdajala je samo še občasno prevode iz svetovne književnosti, ampak po mojem prihodu pa sem vse te zbirke obnovila in zdaj znova izhaja Zabavna knjižnica, v njej izdajamo knjige za otroke in mladino, tako da je prvo novo knjigo izdal Feri Lajnšček pri nas, roman za otroke. Knezova knjižnica ponovo izhaja,
Zadnji roman, ki je v njej izšel, je roman Nataše Konclo-Rincuti Vse je postalo plamen. In tudi tole revijo Zbornik, ki je vmes potem nekajkrat še izhajala kot zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, potem pa zaradi pomanjkanja denarja spet 20 let ne, smo obnovili in si jo lahko ogledate tudi zadaj. Tako da zdaj vsa ta dragocena dediščina teh naših očetov, naših predsednikov, torej nekako živi naprej. In kako zelo dragocen je bil pravzaprav Fran Levec za Cankarjevo delo, pričuje ta odlomek, ki vam ga bom. Roman se začne na klancu takole. Franska ni zaspala dolgo v noč. Vse je bilo že tiho. Nič se ni zganilo v temi in skoraj jo je bilo strah. Samo poredkoma je segel rezek glas iz noči. Zaukal je fant na vasi, zapel je pesem, šel je zmerom dlje po klancu navzdol in pesem je umolknila. Potopila se je v noč. Roman se začne, 3-krat ponovi besedo noč Cankar, z eno samo temo, z eno samo grozo, s polno strahu in tako dalje. In Franskin sin Lojze, ko na koncu znova zre na klanec, čisto ob koncu romana, zre pa na klanec takole. Klanec siromakov je ležal pred njim, ubožne hiše, uboštvo v hišah. Na smrt obsojeni, vse trpljenje je brez koristi, življenje brez koristi. Pa v trgu so se prižigale luči. Zasvetilo se je tu, tam, noč je prihajala in vžigalo se je že tudi na nebu. Obsojeni na smrt. Tam doli se je zasvetilo. Majhna rdeča luč je trepetala, rasla je in plapolajoča rdeča iskra se je spremenila v mirno, jasno, belo svetlobo. To je bilo učiteljevo okno. Lojze je strepetal in gledal je nepremično v mirno belo svetlobo, ki je sijala iz noči. A vidite, ta roman, ki ga je mu najprej hotel dati Ivan Cankar naslov Židana Ruta, bi torej pod tem naslovom govoril samo o Franski, samo o njenem hrepenenju. Potem pa se je odločil, da mu da naslov Klanec, torej na klancu, da uporabi to besedo in na tak način razširi to zgodbo iz Franskine usode na klancu, na usodo vseh ljudi, ki so na klancu živeli, in tudi na novo generacijo, Lojzeta, njenega sina, ki na ta klanec ali pa vsaj z tega klanca že zre drugače na svet kot ona. In zelo pomembno je, da je zadnji stavek tega romana tako rekoč posvetil svojemu učitelju Franu Levcu. Hotel je povedati, da je torej v učenosti, v znanosti, v tem, kar nam učitelji dajejo, pravzaprav tista pot, ki bo nekoč razsvetlila tudi ta klanec, v katerem je zdaj še tema na koncu romana. No, in vidite, tako zelo pomemben je bil Fran Levec v usodi Ivana Cankarja in enako pomembni so bili še mnogi predsedniki, a ne tukaj, ki jih vidite, vseh ne bom omenjala, ker imamo zdaj še kakšne druge naloge, pa sem že predolgo predavala po mojem, a ne. Ampak bom pa povedala še nekaj. Po Franu Levcu je prevzel predsednikovanje Slovenske matice, kot smo lahko videli, je ustanovil tudi hrvaško knjižnico, Fran Ilešič. In Ivan Cankar je nemudoma prenehal sodelovati s Slovensko matico. Mislili bi si, da najbrž zato, ker pač ni bil več predsednik njegov profesor, in mu ni več dajal honorarjev in tako dalje. Ampak resnico spoznamo, če podrobno preberemo uvod v zbirko črtic Moje življenje pri Cankarju, ki ga je napisal pozneje,
In tam on zapiše: Slovenska matica je pošiljala formular, na katerega bi morali napisati znane osebnosti nekaj o svojem življenju in delu. Toda formular je bil v hrvaščini. Moj jezik doma pa je izključno, samo in vedno slovenski. Nisem vedel, kaj bi z njim, in naročil sem dekli, da nemudoma podkuri z njim. Kaj je hotel Cankar s tem povedati? Fran Ilešič je bil ilirist. Prizadeval si je torej za skupni južnoslovanski jezik, ne samo za povezavo vseh teh južnoslovanskih narodov v skupno državo. In temu je Ivan Cankar odločno nasprotoval. Nasprotoval je, to pove tudi v svojem eseju, govoru, ki ga je imel Slovenci in Jugoslovani, je rekel: kakršnokoli jezikovno združevanje zame ne pride v poštev. Tudi če smo bili kdaj jezikovno povezani, se je to vse rešilo že pred stoletji. In mi si kulturno razlikujemo od drugih južnoslovanskih narodov bolj, kot se slovenski kmet razlikuje od furlanskega kmeta, recimo. In na tak način je hotel povedati, da seveda je treba skrbeti, čuvati za suverenost slovenskega jezika. In ker je matica nekako z Ilešičem skrenila s te poti skrbi za slovenski jezik, se je Ivan Cankar odrekel. Torej, raje se je odrekel honorarjem, raje se je odrekel vsem privilegijem, kot da bi katerikoli trenutek izdal svoj slovenski jezik. In kako zelo dragoceno je to, naj povem še z neko anekdoto, kako močno so se morali vsi boriti za uveljavljanje slovenščine v javni rabi takrat. Pove dejstvo, da je Josip Jurčič izdajal ta znameniti časopis Slovenski narod, bil je njegov urednik 10 let, in med letoma 1871 in 1881. In Josip Jurčič je v tem časopisu uvedel posebno rubriko. Ena rubrika je bila poročila iz uradov, taka, kjer je navajal vse ljudi, ki nočejo na uradih uporabljati slovenskega jezika. In imate uradnik ta in ta iz Litije neče govoriti slovenski. In seveda človeka je bilo sram. In potem je čez 3 dni bilo v časopisu demanti: ne, saj rabim slovenščino, dobro jo znam. Enako je uvedel posebno rubriko za profesorje. In imamo: profesor August Böhm na ljubljanskem liceji še vedno ne predava v slovenščini ali ne poučuje v slovenščini. In profesor Böhm se je takoj oglasil in napisal, da on govori izključno in samo slovensko. Še več, ko so v Ljubljani razsajale koze, je takratna nemška oblast seveda dala razglas, oziroma takratna oblast, avstrijska, dala razglas samo v nemščini. Kako se morajo zdaj pa ti meščani Ljubljančani varovati, kakšne ukrepe morajo, da ne bodo se ta epidemija razširila. In Josip Jurčič je nemudoma napisal: na srečo se koze v Ljubljani prijemljajo samo Nemcev. In potem so v naslednji dan, par dneh, zdaj ne vem točno, takoj dali tudi razglas v slovenščini. Skratka, borba za slovenski jezik je bila tako težka. Danes sem vam hotela predstaviti kratko zgodovino tega, da smo dobili prvo založbo za izdajanje leposlovnih knjig, da se je razširila pismenost, da slovenščina ni bila več samo pogovorni jezik in cerkveni, krščanski jezik, da smo potem začeli izdajati svoje knjige samo še pred 150, malo več kot 150 let nazaj. Mi nismo imeli znanstvenih in strokovnih knjig v slovenščini. Uradi niso, v javni rabi niso rabili slovenščine, v šolah niso želeli rabiti slovenščine. In to samo 100 in pol nazaj. In zdaj vi dobite izjavo
da bi Slovenska univerza morala začeti predavati v angleščini. In to se zgodi v 21. stoletju, v digitalni dobi, ko imate vse tehnološke podlage, da si tujejezični študent natakne slušalke, vključi umetno inteligenco in mu ta nemudoma prevaja predavanje v slovenščino. Torej se za tem spet skriva interes uničenja slovenskega jezika in razgradnje slovenskega jezika. In zato so tako zelo pomembne spet ustanove, kot je Slovenska matica, da v takem primeru povzdignemo glas, da poudarjamo pomen slovenščine, da o tem predavamo danes tudi dijakom in vsem generacijam in da seveda vsak od nas poskrbi za to, da ne bomo hodili po Ljubljani od, tega bara, ki se bo imenoval v nemščini, do bara v angleščini, do bara v meksikanščini, v španščini in tako dalje. Skratka, da bomo imeli slovenščino tudi v javnem prostoru in da se koze ne bodo prijemale samo tujejezičnih prebivalcev Ljubljane in drugih slovenskih mest, kot pravi Jurčič, kaj ne. Skratka, to je vloga Slovenske matice še danes, da torej skrbimo za izdajanje tako leposlovnih slovenskih izvirnih besedil, skrbimo za vse, torej dramatiko, imamo zbirko Vezana beseda, leposlovje, kot sem rekla, Knezova knjižnica, leposlovje za otroke in mladino, zabavna knjižnica. Edino, česar ni imela matica, je bila zbirka za poezijo in leta 2019 smo uvedli še to zbirko, imenovano Mozaiki, ki je trenutno najbolj nagrajevana zbirka. Že v samo 7 letih smo dobili že 2 nagradi Prešernovega sklada in 2 Jenkovi nagradi. Tako da se zdi, da res skrbimo za kvalitetna literarna besedila. Po drugi strani pa seveda izdajamo tudi vrsto znanstvenih knjig, tudi še vedno revijo, zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. In kako zelo nevarna je lahko tale skrb za slovenski jezik, nam morda pričuje tale posmrtna maska, ki vam jo bom za zaključek pokazala. To je posmrtna maska Ivana Cankarja, bila je narejena po njegovi smrti. Ivan Cankar je umrl leta 1918 in vedno je razširjeno, kakšen pijanec je bil, da je bil skozi pijan, da je padel po stopnicah in podobno. To, da vključimo svoj zdrav človeški razum in si rečemo, ali lahko človek umre pri 42 letih, in njegovo zbrano delo obsega 30 takih knjig. Ali bi lahko napisal toliko knjig, taka dela in taka besedila, če bi bil izključno in samo tak pijanec, kot ga radi prikazujejo? Ali bi lahko v samo 8 letih izdal kar 10 takih proznih del pri Slovenski matici? In zato se moramo tudi vprašati, ali je Ivan Cankar resnično padel po stopnicah v hiši tukaj na Kongresnem trgu, kjer je nazadnje živel. Namreč obstajajo teorije, da je ravno zaradi njegovega izrazitega nasprotovanja takemu združevanju, jezikovnemu tudi združevanju takrat enega uradnega jezika, torej srbščine, v takratni kraljevini SHS in podobno, morda bil tudi žrtev pretepa. Teorije so zelo različne, tukaj pa lahko vidite na vrhu njegove maske. Maske so tudi različne, več jih je in nekatere kažejo na eni strani veliko bolj zatečeno lice od udarcev, pa tudi tukaj lahko vidimo udrtino, ki je lahko prej posledica udarca od pretepa, kakor posledica padca po stopnicah. Tako da še čakam strokovnjake, da raziščejo tudi te resnice in morda so se tudi te teze o Cankarju kot pijancu razširile zato, da nikoli nihče ni pomislil na to, kar je Cankar rekel leta
1913 v že omenjenem spisu Slovenci in Jugoslovani. Danes je v Ljubljani veliko bolj nevarno, da te pretepejo iliristi, kakor nemškutarji. In v tem smislu je treba biti vedno tudi čuječ in čuteč do vseh podatkov, ki jih slišimo o posameznih pisateljih. Ja, lepo vas pozdravljam še jaz. Jaz sem pomočnica, tajnica urednice tukaj na Slovenski matici in urednica pač raznih knjižnih izdaj. Gospa Barbara vaša je rekla, da bi lahko zdaj imeli še eno tako napol delavnico o logotipih. Tako da tole imamo mi pripravljeno kot eno tako pač zanimivo temo, ki se jo lahko tako malo bolj podrobno spoznamo z njo. Takole, najprej, kaj sploh je logotip? A si kaj predstavljate, kaj sploh logotip je? Kaj piše? Ja. A ne? Vsi ves čas videvamo ogromno logotipov, a ne? To so pač vsi znaki, razna sporočila, reklamna, promocijska. Logotip je pač, najprej je to grafični simbol, to je simbol, znak, in lahko je sestavljen, lahko je samo slika, to bomo videli potem v nadaljevanju. In bistveno znanga je, da je v bistvu to blagovna znamka, ne? Bistveno je, da logotip predstavlja ali podjetje, inštitucijo, karkoli, tako da v bistvu ljudje takoj, ko vidijo ti znakec, prepoznajo, kaj to je. Nekako je logotip tisti, ki naj bi, če je dobro narejen, izražal identiteto tiste inštitucije, naj bi nekako njeno bistvo, njen smisel, naj bi recimo združeval tudi v našem primeru tradicijo, a ne, recimo inštitucije, ki je stara, tako kot ste zdaj poslušali, ne, neke take častitljive inštitucije, in obenem se pa vedno mora prilagajati tudi, da je obenem tudi modern za sodobne ljudi seveda, ne, za okus trenutni in za potrebe, ki jih pač tudi inštitucija nekako razvija v času svojega lastnega razvoja, ne. No in pogosto seveda mora logotip, ali pa to je pač ena izmed njegovih funkcij, da zbuja neke asociacije, ne, seveda vi ne morete v en majhen znakec čisto vsega zajeti, ampak se mora poskušati čim bolj približati temu, da potem ljudje v tem, ko to vidijo, z nekimi asociacijami povežejo, kaj ta logotip predstavlja in katero inštitucijo predstavlja. Seveda je pa zelo dobro, a ne, da je zelo prepoznaven, da je drugačen od drugih, in to je recimo tista stvar, ki si jo vsak želi, a ne, da je nekako izstopajoč. No, kakšna so pravila? To vam zdaj zato govorim, ker bomo potem, to je zdaj nekako zasnovano tale ura, ki boste zdaj še tukaj pri nas preživeli kot ena taka delavnica, da malo razmišljate vnaprej, da boste poskušali potem tudi sami kaj takega predlagati. Kaj morajo, recimo rečemo oblikovalec ali pa umetnik, ki ta logotip dela, na kaj mora biti pozoren? Kaj so osnovna pravila, ko se odloča, kakšen naj bi bil logotip neke inštitucije? Najprej seveda, da je zelo preprost, da je enostaven, ne sme biti preobložen, mora biti razumljiv. Zelo pomembno je to, da je berljiv, to, kar tukaj piše, a ne, to zraven je zelo pomembna izbira pisave, sploh zdaj, ko pač v računalniškem svetu, digitalnem, imamo ogromno tipografij, razni oblikovalci tudi izumljajo svoje tipografije, recimo, ki so potem tudi avtorsko zaščitene, nekatere so pa seveda javno dostopne, ampak skratka, izbira črk je zelo pomembna, da je res, ne da moraš, ne vem, se spraševati, kaj zdaj tam piše, ne premišljati, a je res tista črka A ali je O ali ne, tako. No, pogosto se seveda igra tudi z barvami, to se pravi, da se nekako skuša zbarvno uskladiti z neko pač podobo inštitucije, neko barvo izbere, ki bi bila primerna, recimo, ne vem, tukaj, če si pogledate Slovensko matico, ne, so pač neke prevladujoče barve, ne, potem določene barve tudi simbolizirajo
razne, ne vem, zlata simbolizira neko odličnost, neko vrednost, ne. Recimo tale rdeča, žametna je recimo barva, ki se nam vleče po vsej, ne, po celotni stavbi, po hiši. Tako da so pač neke določene barve, ki lahko simbolizirajo potem določeno inštitucijo. No, in da nekako poudarja, to pa sem že prej rekla, idejo, ključne vrednote te inštitucije, ki jo predstavlja. No, zdaj, kako se zgradi logotip? Logotip je, kot sem že prej rekla, simbol. Lahko je sestavljen iz črk, torej besed, lahko samo iz slike, da je to samo neka podoba, lahko je pa kombinacija obojega. Vam bom pol v nadaljevanju nekaj takih primerov zanimivih, ki jih vsi poznate, samo boste zdaj malo drugače gledali, res z drugačnimi očmi, kako pač se te stvari kombinirajo. In lahko so ali zelo klasični in elegantni, lahko so moderni, lahko so zelo minimalistični. Boste videli tudi, da se zdaj v času, da se zelo izčiščujejo logotipi, da so v bistvu vedno bolj minimalistični pravzaprav. In pač lahko so pa zelo taki igrivi, barviti, lahko so tudi malce otroški, lahko za nalašč v bistvu skušajo potem nek kontraučink imeti in tako naprej. No, zdaj, kakšne so vrste logotipov? Lahko je samo besedilni. Primer tega recimo je, tukaj imate zdaj vse primere. Ne? Ne? Tisti, ki ima celotno besedo napisano, je tam gor Google. Recimo, ja. Potem recimo samo s simbolom, samo z neko ikonico je kaj? Tisti ptiček, kaj pa je? Twitter, a ne? To je, in vsak ve zdaj, a ne? To je tako prepoznaven logotip, da pač vidite tistega ptička in veste, da je to Twitter. No, potem je recimo kombinirani, kateri bi bil kombinirani? Slon in sadež, a ne? Tako da je in simbol, kjer pač sta nekako tako oblikovalsko prepletena zdaj to jabolko in slon. In obenem pa še spodaj piše, ker je zelo prepoznavno ime, slon in sadež, je v bistvu še to zraven še napisano. No, potem to, kar ste vi rekli prej besedilni, ker ste rekli HBO, to je v bistvu znakovni, ker gre za kratico. Torej je samo neka kratica, za katero že vsi vemo, ker je tako prepoznavno, da že vsi vemo, kaj to pomeni. No, potem samo abstraktni, kateri bi bil pa to? Tale kvadrat, rumen, mislim pravokotnik, kaj pa je to? To je National Geographic, ja. Ja. Tako. No, potem lahko je seveda maskota, recimo tale čokolino, ki ga vsi poznamo, ali pa kakšen, ne vem, vučko, ali pa kaj tasga, recimo, a ne. No, in pa še potem kot emblem, ki pa je lahko recimo ali v obliki kakšne značke, ali pa pečata, ali pa grba, nekaj tasga prepoznavnega za tisto ali inštitucijo, ali karkoli predstavlja. No, tako da to so neke take osnovne oblike in potem se oblikovalci igrajo s tem in glede na inštitucijo, glede na to, koliko je tudi inštitucija prepoznavna, odločajo se pač, kaj od tega uporabijo. No, in zdaj imam jaz tukaj nekaj primerov, tako da si boste predstavljali. Recimo tole je primer logotipa od Ministrstva za kulturo, ki je bil že kar nekaj časa nazaj, naredil ga je en izmed naših najboljših oblikovalcev današnjih, Tomato Košir, ne vem, če ste že kdaj zanj slišali, on prejema zelo veliko tudi mednarodnih nagrad in objavlja v različnih tujih časopisih, drugače pa dela v Objektivu, objavlja naslovnice. No, recimo ta logotip se igra z ločili, v bistvu vzame neko jezikovno sredstvo, nek simbol jezika, in se igra potem s temi raznimi ločili. Recimo ta drug vmes je potem v naslednjem delu, ko je to popravil, ko je to izboljševal nekaj let kasneje, še potem bolj obdelal kot portret Prešernov. No, tako da to je recimo en tak zelo posrečen primer logotipa. In to recimo za neko državno inštitucijo, ki je recimo dosti rigidna in si lahko ne bi pa sploh privoščila kakšne take oblikovalske drzne poteze. Ja.
No, potem recimo primer Moravskih Toplic, na kaj vas to asociira, recimo, zakaj imajo? Zelenje. Tako, ne, ja, ne, pač ta je dosti tak na prvo žogo, a ne, ampak pa neke kapljice, pa tako, a ne, tako da recimo zelo barvit, ta ni ravno manj minimalističen, ne, ta je kar v bistvu ogromno enih elementov uporablja, ja, a ne. No, potem recimo tale je zanimiv, kaj bi rekli, da je to? Katero podjetje je to, recimo? Ja, še bolj natančno se piše v bistvu? Tiskarna, ja, to je tiskarna, to se pravi recimo, to je neko podjetje, ki ni tako zelo prepoznavno, da bi zdaj, če bi oni samo tale znak dali, sam simbol, seveda bi ne bi vedeli, kaj to je, a ne? Zato v tem primeru, ker pač niso tako prepoznavni, so morali v bistvu v spod napisati, so morali uporabiti tudi besedilo, da so to predstavili in tukaj recimo imamo zraven še nekaj, a ne, ni samo ime podjetja, ampak je še nekaj zraven. Ja, ja, še, kaj je tole, kar je z modro napisano? Ja, pa kaj, kako bi temu rekli? Ja, moto, to je njihov slogan, a ne? In v bistvu so oni, to je en izmed prijemov, da v bistvu že v logotip ni sicer zelo pogosto, ker je to že malo v bistvu preobloženo z informacijami, a ne, po eni strani, ampak oni so hoteli to poudariti kot svojo največjo kvaliteto. A ne, to je najpomembnejše, da ko da, ne vem, založba, časopis, ne vem, tiskovine, karkoli, ko ti daš nekaj tiskarju, vedno želiš, to tudi pri nas v založbi, vedno si želiš, da je čim prej iz tiskarne. A ne? No in oni so to pač vzeli kot svoje glavno vodilo svojega podjetja in zato, ja, zdaj to je drugo, kaj pomeni, da so prijazni s časom, ne? To je zame najbolj neumen znak. Ja, sej imate prav, ker zdaj o tem se lahko pogovarjamo, a to, da so oni hitri za svojega naročnika, a to pomeni, da so prijazni s časom? Mogoče s časom tistega naročnika, ne vem. Tehnologija s časom. Recimo. To so potem seveda, to je zdaj vprašanje, koliko je slogan dobro narejena, ne? No, ampak oni so ta slogan uporabili zdaj tudi za ta svoj grafični simbol. Torej, kaj so naredili? Sonce. Uro, ja, sonce, uro, jaz bi temu tudi rekla ura, da je v bistvu kot neka, a ne, in tistale kljukica nakazuje kot kazalce in nakazuje, da kako oni so vse v času naredili in je zdaj kljukica upravljena, ne, delo je narejeno, ne. No, tako da oni so recimo pri tem logotipu prav izhajali iz tega svojega slogana, ne, iz osnovne kvalitete svojega podjetja. No, potem imamo še eno, kaj pa bi rekli, da je to? Tukaj pa nimamo spodaj napisan tiskarna ali karkoli, kaj pa bi to rekli, da je? Galerija. Kar še malo razmišljajte, na kaj vas asocira ta grafična razporeditev črk? A vam zgleda kot kakšna sličica nečesa? Čemu je to podobno? Čemu? Žival z repkom. Ja, to je spletna trgovina za živali. To je kuža. Ja, no, in oni so iz tega alerja, aler se imenuje, a ne, črke postavili tako, da pač so iz tega naredili nek obris psa, a ne. In ja, no, sej, to je recimo zdaj nek primer logotipa, ki učinkuje na način, ki smo rekli, da zbuja asociacije, a ne? Da pač, ja, vse mogoče bi potem, ali pa če bi ga večkrat pogledali, ali pa tako. Tiste prvo črko moraš biti pozoren, tem, ki ima oči. Ja, tako, ne? Oko pa ti srepek je na koncu, a ne? Tako da, malo je treba domišljijo uporabiti, ne? Včasih ta asociacija je bolj in kar recimo oblikovalci poudarjajo pri logotipu, da te asociacije, ki so, to je zelo dober princip, a ne, kako se naredi logotip,
dejansko ne pove na prvo žogo, ne napiše vspod slogana, ne pove imena, ampak da zbudi tako asociacijo pri ljudeh, da oni takoj pogruntajo, kaj to je. In zdaj ta, glede na to, da niste pogruntali takoj, ni lih verjetno najbolj uspešen, ne? Ampak oblikovalec mora imeti en tak občutek, da mu uspe, in zdaj enkrat mu uspe bolj, enkrat mu uspe manj, da mu uspe z nekim prijemom, z nekim momentom vzpostaviti tako komunikacijo z ljudmi, ki gledajo ta logotip, da oni takoj pogruntajo, kaj to je. In če mu to uspe, je zmagal, ne? To je potem res uspešen logotip, ne? No, tako da tukaj tale kuža je pač tako na pol, recimo. No, tole je en zanimiv logotip. To je en projekt, pri katerem sem jaz sodelovala, preden sem bila tukaj na Slovenski matici, ki ga je izvajala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. In to je bil en 4-leten evropski projekt. Imenoval se je Vključujemo in aktiviramo in je kaj bi vi rekli, no zdaj vam pa ne bom povedala, kaj je ta projekt, kaj je bila njegova vsebina. Kaj bi vi sklepali iz tistele slikce gor? Knjige, Odprte knjige. Ja, bravo. To je zelo očitno, ne? Da so to odprte knjige, ne? In zakaj sta takole postavljeni ena in druga? Z eno platnico se stikata, ne? Zdaj, ko se med sabo prepletajo. Ja. Pa še, če naredite pa še povezavo z imenom projekta, vključujemo in aktiviramo. Pa en knjiga v druge, ne? Ja? Ja, črka A in črka V. Ja, tako, ne? Dejansko v bistvu nekako združi V in A, ker tudi akronim projekta, to se pravi kratica projekta je bilo VIA. V, velik A in vmes majhen I, ker je bilo vključujemo in aktiviramo. In je v bistvu to že na prvi pogled, a ne, potem delovalo tako. No, in ker je pa še barvno skalo, poglejmo, kakšne so pa barve tega celotnega logotipa. Slovenske. Tako, slovenske, a ne. No in zdaj vam bom povedala, kaj je bila pa vsebina tega projekta. Na Javni agenciji za knjigo smo 4 leta izvajali projekt, v katerem smo ranljivim družbenim skupinam približevali literaturo in smo delali različne delavnice po različnih inštitucijah. In osnova teh delavnic je bila pa knjiga. Vedno smo izhajali iz nekih literarnih besedil in potem so bile najrazličnejše vsebinske delavnice in te knjige so bile knjige slovenskih avtorjev. Tako da je v bistvu bilo, a ne, zato imamo tukaj element slovenskih barv, potem knjige in naslov projekta je pa pač bil izbran, da vključujemo in aktiviramo družbene skupine, ki so bile deprivilegirane, ki niso mogle priti do knjige, ki so bile v raznih inštitucijah in tako naprej. Tako da to je v bistvu potem skušal ta logotip povzeti, s tem, da je tukaj še zanimivo to, da ima, kot vidite, 4 te pravokotnike, a ne? To je v bistvu sestavljen logotip, kar pomeni, da ima različne gradnike, to je po naši sejni sobi, ni potres. Ja. No in tele različni gradniki so omogočali, da smo mi, kadar smo hoteli na nek kratek ali pa majhen letakec ali pa na neko majhno obvestilo, smo lahko dali samo, ne vem, tiste simbol pa naslov, kadar smo pa morali uradno, zato ker smo morali sofinancerje navajati, smo pa dali vse v celoti in omogočali nam je tudi, da smo lahko različno postavljali. A ne, tukaj je postavljen kot neke stopničke, kot da se nekaj gradi, da se neko znanje gradi. Lahko si dal tudi vodo ravno vse, če si imel neko pogodbo, pa si to v spodaj. Skratka, zelo veliko možnosti uporabe je tudi omogočal, ker pri logotipih je potem pomembno, da če to podjetje res uporablja ali pa inštitucija ali pa projekt, da na vseh elementih, ki jih daje v javnost, se ta pač element vedno pojavi. Mi smo imeli tudi na pogodbah za avtorje, recimo, v te logotipe. Vsakič, kadar smo bili v medijih, je bilo to zato, da se to potem med ljudmi zasidra in da potem točno vejo in na koncu vidijo samo še znakec gor, une 2 rdeči knjigi in vejo, aha, to je pa ta projekt. In ni več treba vsega tega, ne? No, tako da ta je bil tak zelo uspešen primer. No, potem, kaj recimo to? Tukaj sicer piše, a ne, kaj to je. To je spet... Ja,
To je spet pač primer nekega kombiniranega besedila in simbola, je pa seveda tako jasno, da gre za klavirske tipke, a ne? To zaradi logotip, ki je gradil iz te vsebine, kar je bilo v bistvu, torej pač klavirska konferenca o klavirih. Oziroma. Kaj pa je to? Ja, to je revija, torej je v bistvu spet z neko grafično ponazoritvijo skuša prikazati, ne vem, morje, valove, peno na morju, da se zgubljajo te bele barve v različnih odtenkih, ta bela, tako nekaj pač spet zbuja neke asociacije zdaj na to temo, o kateri govori. Kaj pa bi bilo to? Ja, kakšen zobar? Ortodont, ja. No, ta je dosti jasen, ne? Zdaj vprašanje, tle ima spet zraven tudi slogan, vprašanje, če bi to takoj prepoznali, če ne bi bilo spodaj napisano. Ne? Ker zdaj, ko vemo, seveda vidimo, da je to kot en nasmeh in da so pač te zvezdice od aparata. Če pa ne, bi pa lahko tudi kakšna ogrlica ali pa ne, recimo. Ne? Ampak skratka, tukaj recimo ni to zelo očitno. Je pa v kontekstu potem. No, potem še ena taka, ta je taka mal, bi rekla mal, tako bolj zavrtac, no, skoraj, no, ni nekaj posebnega, ne. Tudi, kot vidite, recimo spet izbira tipografije, ki smo prej govorili. Tole je recimo že dosti manj razvidno, saj znamo prebrati, ne, ampak pisana pisava ni najboljša za logotipe, ne, zato ker omogoča potem zelo različne, lahko zgleda lepo ali pa v kakšnem določenem kontekstu, je pa dosti manj berljiva, no? Kot recimo neka taka, ne, bolj asketska, bolj stroga, recimo, pisava. No, to je recimo samo simbol, nasmet, ja. Ja, to je tudi en zobozdravnik, ja. Ne, je pač dobro, lahko bi bilo tudi kaj ekološkega, kakšna zelenjava, sadje, tudi bi bilo možno, ne, smo srečni, ker zdravo jemo, ne, ampak po drugi strani je pa tale bel nasmeh s temi belimi zobmi zelo asociran na zdrave zobe, ne, ja. Tako da ta je zelo prepoznaven, mogoče bolj kot ti z unimi zvezdicami, ne, ampak še vsem pa omogoča različne interpretacije, če nimamo več napisano zraven, ne. Kaj pa je to? Ja, to so samo ene inicialke, torej to je verjetno recimo nek samostojni podjetnik, ne, neke inicialke enega človeka. Kaj pa bi vi rekli, da dela to podjetje? Muzika. To bi bila ena možnost, ja. Vas na kakšen ključ violinski spominja ali pa kaj takega, ja? Ali pa še kaj? Sam pa bi kakšne note mogoče zraven ali pa kaj bolj tako? Aha. Kaj je tako? Kaj se tako zavija? To so pletenine. To je ena gospa, ki dela pletenine. In je tako, kot da je pač z neko nitjo, a ne, zdaj še to ali izvezeno, ali nekako, ja. No, sej pravim, to so pač, zato sem izbrala take, ker so to manj prepoznavni logotipi, ki seveda jih pač takole vsakodnevno ne vidimo, a ne, to so samo pač primeri, ja. No, zdaj pa imamo, to je pa zdaj naslednja taka zanimiva stvar, sem vam prej omenila, ne, kako se s časom lahko logotip tudi spreminja. Zdaj imam pa tukaj nekaj primerov, te logotipe boste pa vsi poznali, ker so pa to zdaj pač svetovno znani logotipi. In je zelo zanimivo, ne, kako so se z leti spreminjali. To so pač firme, ki so svetovno znane, ki so že, imajo dolgoletno tradicijo. In da vidite, ne, da ni nujno, da se neka inštitucija Kopijan Splota drži tistega logotipa, ki ga je na začetku si zamislila, zato ker se pač časoma razmere spreminjajo. Podjetje se spreminja, postaja vedno bolj prepoznavno, okus ljudi okrog se spreminja, vse mogoče, ne? Tudi konkurenca, tudi kako drugi začnejo potem to vrstne znake delati. In kaj boste potem opazili, no, nekaj pa gledajte, ne, Adidas leta 1949, ne, je imel prvič, kaj v logotipu? Imel je slikco zraven, to se pravi imel čevelj zraven, da si ja vedel, da gre za Supergo. Imel lastnika. Ja,
in imel je v spodnji še napisan, ne, šport šuje. To se pravi, da si 100% vedel, to gre pač za športne copate, ne. No, potem leta 71, torej so bili že toliko znani, ne, da tega očitno ni bilo več treba. Vsi so že vedeli, da Adidas dela superge in to je bil njihov prepoznavni znak. Kot vidite, tipografije črk niso skoraj nič spremenili, samo malo. In tistele 3 črte, ki so za njih bistvene, so pač bile, ker že tam prej so bile v čevlju, mislim na čevlju gor, no zdaj so pač samo te 3 črte ostale. In potem ta zadnji je pa še nekako, kaj bi rekla, mogoče še bolj minimalističen, še bolj izčiščen, ni zaobljen, je v bistvu bolj strog, ampak ohrani pa bistvene elemente. 3 črte je ohranil, to je bistveno, tudi to, vidite, tukaj sploh ni nobene barve, črno-bel logotip ves čas in ohranil enako tipografijo. Tako da je med prvim in zadnjim pa bistvena razlika. No, zdaj imamo še enega, kaj pa je to? Apple. No, lejte, kakšen je bil Apple leta, zdaj pa seveda to je pa krajše obdobje, ampak Apple se pač je hitreje razvijal in tudi vedno pomembnejši je postajal, To se pravi leta 76, pogledajte, kakšen je bil ta logotip, vse gre se ga zdaj zelo slabo vidno, ker ga nisem mogla. To je v bistvu tam je ena deklica, ki sedi pod jablano in tisto jabolko je nad glavo visi, kakor naj bo kar na glavo padlo in mislim, da bere, mislim, da verjetno ima računalnik, ne vem, niti ne vem točno, ampak skratka, ena cela grafika je, cela zgodba, ne? In gor seveda piše Apple, pa piše zraven kompjuter, pa še, da je to firma, kompanija, Pa kje ste pa to najdeli, to je prvič videl? Ja, vse, na spletu se vse najde, kar je enkrat tam, je se zmeri tam. Ja, no in potem so očitno videli, da tole je čist neprepoznavno. Saj tudi vidite, če pogledate, vsi logotipi so enaki veliki. Zdaj tega prvega sploh ne vidite, kaj je gor. Torej je bil čist preveč podroben in ga ne moreš uporabljati na majhno, da bi potem bilo razvidno, kaj to je, torej to je bilo čist neuporabno. In zato so vzeli samo en bistven element iz te slike. So pa seveda ohranili en element, niso šli zdaj zajčka narediti, ampak so nekaj iz tega. In so vzeli tisto jabolko, ki tam visi nad glavo, in so šli najprej v tole barvno skalo. In to jabolko je odgrizneno, ker tam gor ni odgrizneno, tam še na drevesu visi, To se pravi pač, ne vem, kaj bi to rekli, da pač zdaj neko sad spoznanja, ki smo ga začeli že uživati, ali ne vem, to je zdaj lahko tle neka huda interpretacija, No, ampak šli so najprej v to barvno kombinacijo, no, in potem so se očitno igrali z različnimi variantami barv. In kot vidite, v bistvu, kar je zdaj ne vem točno, zakaj in kdaj je bila pač katera uporabljena, skratka, zdaj so pristali kar na tej najbolj osnovni črni, to zaradi spet gre v en blazen minimalizem, Niti te pisane barve niso več pomembne. V bistvu je samo še ta silhueta tega jabolka in to čisto zadošča, In kamorkoli ga lahko daš in kjerkoli bo učinkovito deloval, No, zdaj imamo pa še recimo tole Ikejo. Tukaj tudi vidite, kakšna huda razlika, Na začetku so se morali hvaliti, Na začetku so se prvič, kot vidite, je pisana bez pisava. To se pravi, je manj razvidna, kot tale velike tiskane, tole vidiš na 100 km, tam iz avtoceste, Ungale zihar ne bi videl ta prvega, Drugo, imeli so kot en emblem, kot da bi bil recimo žig ali nekaj, In morali so se hvalili, da pač garantirajo kvaliteto. Zdaj ni treba se jim več hvaliti, ker zdaj pač cel svet ve, da pač kar pri kaj dobiš, tako pač je, kot pač je, Ampak ni treba več na to reči, Tako da, in potem so to prilagajali, pa so videli očitno, da je tisk že spet preveč, bilo je preveč podrobno, na majhno, tako da ni bilo prav zelo uporabno, potem so šli samo na ta izpis tega imena, ne vem, zakaj je to rjavo in v tem oblačku, kar res ne zgleda prav fajn, se mi zdi, da to ne učinkuje najboljš, kaj na blatna luža ali kaj, ne vem, to vidi. No, potem so šli spet na neko to minimalistično črno-belo, to je dosti pogosto pri logotipih,
Potem so videli, da tisti mogoče malo dolg čas, pa so si izbrali rdečo, no in pa so šli v kakšne barve. Ja, in potem so pa vzeli pač rekli, zdaj pa se mora pač po celem svetu vedeti, da smo odkje to prihaja in to je to, a ne? In nič več drugega ni treba. In zdaj vsi vemo, kaj to je. No in še en primer, to je pa Starbucks kave, ne? Oziroma pač te veriga teh prodajaln s pijačo in s temi vsemi zraven dodatki. A ne, spet imamo zelo podoben princip. V bistvu tukaj tudi vidite, kakšna je moda, a ne? Da se v bistvu logotipi prilagajajo tudi neki modi v tistem času, v katerem nastajajo. Ker vsi te so približno, ta prvi, so približno enaki. In Apple, in ta, in Ikea, v bistvu deluje na enak princip, ne? Ta pač skozi deluje kot en emblem, v redu, so si pač oni to izbrali in so to tudi ohranili, ampak še vedno, na začetku una ženska tamle v ta prvem je sploh ne vidite. Zato, ker je tako mečkana že tam not in tako neostra, da je neuporabna, ne? Pa vidite, da je na velikem ekranu. Zdaj, če je to na, recimo, da to na lonček daš, tega ne bo nihče videl, kaj je tam narisano, ne? Ker moraš računati, da bo logotip mora dobro učinkovati tokle velik, ali pa na jumbo plakatu po avtocesti, ne? Tako da vedno mora biti učinkovit. No, in seveda tukaj so imeli vse napisano zraven, coffee, tea, spices, vse, kar pač ponujajo, so napisali. Potem je pa to šlo vedno bolj spet, a ne, v vedno bolj izčiščeno in vedno manj povedno varianto, vedno bolj samo še simbol, ne. Najprej je bila pol ta ženska pač sicer malo bolj grafično narejena, da si jo je bolj videli, pa samo še coffee je bil, ne. Potem so jo približali, sam še portret, ne. No, in zdaj na koncu ni več treba sploh napisati, da je to Starbucks, ker vsi vemo, ne, ker je že to toliko časa. In tako se nekako potem pač simbol podjetja izčiščuje in seveda mora biti pa v vseh teh primerih povezan s tem, da seveda mora biti inštitucija prepoznavna, da seveda morajo vsi vedeti, kaj to je. Ne moreš tega narediti z uno gospo, ki plete, ne, si pač ne more tega privoščiti, ker pač ljudje ne vejo, da ona plete, a ne. Pri teh velikih podjetjih in inštitucijah se pa to da. No, in zdaj smo nazaj pri Slovenski matici, a ne. Tole je pa naš logotip. Zdaj, prej sem vam rekla, da je logotip lahko iz več gradnikov sestavljen, tako kot sem vam prej pri tistem projektu Vključujemo in aktiviramo povedala. Mi tudi lahko uporabljamo samo ta krog, lahko pa, kadar želimo poudariti to, da imamo tako dolgo tradicijo, da smo ponosni, da imamo 160 let neprekinjenega delovanja, kar je tudi v svetovnem merilu veliko in podjetja ali pa inštitucije, ki imajo neko tako dolgo tradicijo, imajo vedno napisano, a ne, since ne vem kdaj, ne, seit ne vem, ne. Tako da to je stvar, s katero se lahko pohvališ, tako da kadar želimo to izpostaviti, izpostavimo še to, da je bila ustanovljena 1864, zdaj lahko tudi ne bi pisali ustanovljena, pa bi pisali samo... Niso, tle bi dal jaz od, namesto ustanovljena, zato recimo, ker je ni v redu. Je dolgo, ne? V bistvu je zelo, v bistvu je potratno. Tipologija ni v redu. No, ampak... Matico, ja, to pa ne. Ja. No, ampak ta logotip je naredil Jože Plečnik. Ta krog, a ne, je kar prepoznavna, v bistvu njegova, a ne, njegov slog. Na kaj bi vas pa asociiral še? Na Triglav? Ja. Gotovo, jaz tudi seveda to prav gotovo. Ja, ampak krog je nastal zaradi S-a, ne. S ne moreš dati drugo kot krog, pa ta M tudi krasno, recimo Triglav, ali pa ki tudi slovensko pomeni. Ampak začetek je pa S. Boljše bi bilo, da bi bil S malo nižji. Tako kot če poznate logo Siemens Halske, ker je v S-u H, bi bilo boljše. Ja. No, gotovo pač ponazarja to
slovenstvo verjetno, ne, s tem, da je pač ta S To je največji. največji. Ja, to je verjetno tisto, kar je bistvo, a ne, da je v bistvu to nek temelj te inštitucije, a ne, idejni temelj. In potem seveda s tem M-jem, ki potem učinkuje kot vrhovi, a ne, potem imamo Triglav, imamo slovenski grb in je to kot en tak emblem že spet, a ne. No in seveda se je v času potem uporabljal v različnih oblikah, no včasih je bil tako, da je bil samo obris tega SM-ja in je bilo noter votlo, včasih so ga uporabljali tudi brez tega kroga, na različne pač načine, ampak v bistvu ostaja tak. No tole recimo, kar je tukaj zraven, to je zdaj pač ena taka igra, a ne, recimo zdaj za kakšna ne vem, priznanja ali pa kaj takega, kadar podeljujemo kakšna priznanja in nekako smo potem si izbrali, da je, kadar je v barvni kombinaciji, da je recimo lahko potem prevladujoča barva zlata, a ne, kot neka taka barva, ki prikazuje neko vrednost, a ne. No, tako da to je zdaj bil en tak pač čist splošen prikaz, a ne, kako logotipi delujejo. Zdaj pa imam jaz pač eno idejo, ne, da bi vi lahko poskusili narediti, kako bi lahko naredili drugačen logotip Slovenske matice. Ali je to gotovo ni, je res, da je zelo izčiščen, a ne, da ni tako, kot smo gledali une, ki so bili na začetku zelo bogati, zelo preobloženi in so potem prišli do tega, v bistvu kar modern, ne. Ampak še vseeno, ne, če bi recimo iz tega, kar ste zdaj slišali, kar je pač predavala naša vodja, a ne, kar ste zdaj slišali o Slovenski matici, o njeni zgodovini, o njenem pomenu, o njenem poslanstvu, ali bi imeli kakšno idejo, kako to narediti. Recimo smo delali to, ne vem, tudi po srednjih šolah, naprimer, pa so imeli kakšne zanimive ideje, katere elemente Slovenske matice bi lahko uporabljali za logotip. Tako da, če se vam to ljubi poskusiti, se lahko tamle presedete zadaj, ker so tistele mizice, pa naredite kakšne take skupince, pa če imate kakšno idejo, če ima kdo roko, lahko poskusite kaj naskicirati. Zbiramo predloge. Tako da, jaz drugače za tole se vam zahvaljujem, za pozornost, upam, da so me zdaj pač zanimivo, to je pač ena taka splošna tema bila, no. Zdaj pa ste vabljeni še tamle, so prazni listi, ki vas čakajo.